Possiamo dire sconfitta pesante? To je verjetno za vas težak poraz. Glede na razplet je to težak poraz. Nisem pristaš kritiziranja, ko doživim poraz, je to poraz, o katerem ne želim razpravljati. 30 let sem v nogometu, ampak nekatere stvari, ki sem jih videl danes, puščajo grenak priokus, žalostijo me osebno. Vse skupaj je razočaranje za mesto Koper, veliko razočaranje za naš klub, ki je investiral v nogomet veliko denarja. Takšnih stvari ni lepo doživeti. Tudi zato ne, ker smo v pomembnem obdobju, ko želimo preigrati nastop v Evropi. Ne zahtevamo nič drugega kot pravico. Danes smo videli, da v 3-4 situacijah ni bilo pravične odločitve. To torej ni bil moj poraz, poraz moje ekipe, mesta in kluba, ampak poraz nekoga drugega. Non chiediamo niente noi chiediamo solo il giusto e oggi si è visto che nemmeno il giusto, ma non una volta, 3-4 volte non si è verificato, perciò la mia amarezza, la sconfitta è una sconfitta degli altri, non della mia squadra, nemmeno della città e nemmeno del club. Kaj pa je bilo v drugem polčasu najbolj narobe na igrišču? Manjkal je zadetek. Kljub temu, da smo igrali z 10 igralci, smo ostali na igrišču s 4 napadalci, imeli smo tekmo pod nadzorom, oni so bili v podrejenem položaju, ampak takšen je nogomet. Ponavljam, edino razočaranje je način, na katerega smo izgubili. Koper je moderno, izobraženo mesto, videl sem, kako so bili navijači jezni, ko so videli negativne stvari, ampak ne pri mojih igralcih. E se vedo i miei tifosi arrabbiarsi vuol dire che c'è qualcosa di negativo, ma sicuramente non sono i miei ragazzi. Torej, manjkal je verjetno zadetek v prvem polčasu, ki bi drugače zastavil to tekmo. Ja, seveda, v tekmo smo vstopili dobro, imeli smo šanse, očitno preveč, nismo zadeli, sledil je rdeči karton in cel drugi polčas brez igralca, kar se je poznalo in dobili smo nesrečen gol in nažalost izgubili. Predvsem tisti tvoj zadetek je morda manjkal na začetku v tisti akciji. Ja, definitivno, če bi zadeli, bi imeli pobudo, tudi psihično bi bili v prednosti, vendar se to ni zgodilo in nažalost se moramo sprijazniti s porazom. Bi lahko rekli, da je danes bila poražena boljša ekipa na terenu? Ja, lahko bi rekli. Sedaj so vas Celjani ujeli na lestvici, torej boj se bo nadaljeval tudi za mesta v Evropi. Ja, definitivno, boj se nadaljuje, kljub temu, da smo izgubili dragocene točke, ne smemo obupati in upati na najboljše. Torej velika zmaga danes v Kopru za vašo ekipo? Ja, vsekakor smo zadovoljni s 3 točkami. Točka je bila, bom rekel, prigarana. Koper je imel inicijativo. Nisem najbolj zadovoljen z igro, kajti takšno igro Kopra smo pričakovali. Pripravili smo se tudi ustrezno, da bi lahko neutralizirali njihovo igro, pa nam žal to ni uspelo. Smo pa bili dovolj oziroma izredno disciplinirani v fazi branjenja in uspeli mrežo ohraniti nedotaknjeno, zdaj že 4. v tem delu prvenstva in iz enega protinapada doseči zadetek, ki je v tej tekmi pomenil vse 3 točke. Potem v nadaljevanju pritisk domače ekipe, ki ste ga uspeli anulirati, kakšen je bil dogovor tudi po izključitvi domačega nogometaša v polčasu? Igra Kopra se tudi po izključitvi ni spremenila. Njihova igra je bazirana na dolgih podajah v kazenski prostor, ker imajo izredno močne, visoke igralce. Edina možnost je z organiziranim pritiskom na branilce in pa na zadnje zvezne igralce. To nam žal ni uspelo, zato smo bili ves čas pod pritiskom, ampak še enkrat na čelu z vratarjem in osrednji branilci smo uspeli zdržati vse te pritiske in zmagati na tej tekmi. Ujeli ste Koprčane na lestvici, torej nadaljujete tudi boj za Evropo? Nadaljujemo boj za Evropo v vsakem primeru, ne nazadnje smo tudi v pokalnem tekmovanju še vedno uvrščeni, tako da ja, želimo si, da bi ostali v tej borbi do konca oziroma da bi tudi dosegli cilje, ki smo si jih zadali pred prvenstvom. Lahko tej zmagi rečemo velika zmaga Celjanov v Kopru? Ja, sigurno, vemo, da je to zelo neugoden teren, sploh za nas, ampak fantje smo dali svoj maksimum, imeli tudi kanček sreče, na koncu dali en gol, Koper ni dal in po mojem mnenju smo pač zasluženo veselimo novih 3 točk. Je odločila tudi izključitev? Bolj ne, ko pa ja, no mislim, da smo malo padli drug pa odsaj, da smo mislili, da bomo tekmo lažje pripeljali do pozitivnega rezultata. Koper nas je visoko stisnil, nas napadal, v bistvu konec koncev se niti ni poznalo, da ima igralca manj, ampak mi smo še mlada ekipa, to je nek proces učenja in jaz upam, da smo se iz te tekme nekaj naučili. Res pa je, da na koncu šteje rezultat in ta je pozitiven za nas. Boste še vrnili v Koper na pokalno tekmo? Ja, upam, da ja, mislim, upam, vsi verjamemo to, ampak vemo, da so to 2 tekme, v nogometu je vse mogoče.
Mi živimo za te dve tekme in vemo, kaj to prinaša in ja, vidimo se v Kopru.